Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer, sem Vladimir Vodušek in gledate oddajo VV Faktor. Hvala, ker ste nocoj z nami in z našimi stalnimi komentatorji. 9. maja praznujemo dan zmage nad nacizmom in fašizmom, saj se je tega dne leta 1945 v Evropi uradno končala druga svetovna vojna. Tega dne so v Ljubljani korakale enote 29. divizije in 7. korpusa slovenske partizanske vojske in osvobodile mesto. Mesto Buje pa je uvadil Joška Jurasa, ker je brez ustreznih dovoljenj začel delati vodovod na javnih površinah, da bi se priključil na slovensko vodovodno omrežje, poročajo hrvaški mediji. Juras se ni želel priključiti na hrvaški vodovod, temveč je začel kopati svoj kanal, da bi dobil vodo iz slovenskega omrežja. Juras je začel kopati pri ograji slovenskega vodovodnega objekta. Gre za rižanski vodovod, ki del vode za slovensko obalo črpa tudi iz Hrvaške, pojasnjuje Novi list na svoji spletni strani. Po poročanju makedonskih medijev naj bi bili v nasilnih protestih pred 14 dnevi ranjeni 102 osebi, od tega 22 policistov in 3 poslanci. Mediji so tudi poročali, da se je v četrtek pred makedonskim parlamentom zbralo več kot 50.000 ljudi. Maja 1945 je bil v osvobojeni Ljubljani shod partizanskih sil. Zbrane je z balkona stavbe Ljubljanske univerze nagovoril Josip Broz Tito in napovedal, kaj se ima zgoditi in kar se je že dogajalo z domobranci in drugimi protipartizanskimi enotami, ki so med drugo svetovno vojno tako ali drugače sodelovale s premaganimi Nemci. Kar se tiče onih izdajalcev, to je stvar preteklosti. Roka pravice, roka maščevalka našega ljudstva je že dosegla ogromno večino, a samo manjšemu delu izdajalcev se je posrečilo pobegniti, je govoril, v mislih pa je imel pobegle na avstrijsko Koroško. Ta manjšina ne bo nikoli več gledala naših divnih planin, naših cvetočih polj. Če bi se to vendarle zgodilo, bo to trajalo zelo kratek čas. Pred in med Titovim govorom ter po njem so se v Sloveniji vršili zunajsodni poboji. Poglejmo. Čas je, da zaradi tragičnega narodnega razkola v polpretekli zgodovini danes ne živimo eden proti drugemu. Temveč kljub temu ali prav zaradi tega, gospe in gospodje, eden z drugim in celo eden za drugega. Kako je mogoče, da smo skoraj 3/4 stoletja po koncu druge svetovne vojne odpustili Nemcem in Italijanom, brat bratu pa ne. No, to je govor predsednika države Boruta Pahorja na sobotni prireditvi v Poljanski dolini, kjer so potekali zadnji boji z Nemci. Takrat zanimiva je seveda ta misel predsednika države, kjer pravi, odpustili smo okupatorjem, brat bratu pa ne. Mogoče je Tino, ti zopet zgodovinska tema, v bistvu pa za tebe. Čeprav res je, da se nismo odpustili, ampak kaj si imamo potomci za odpuščati, ne? To gre za tretjo generacijo, recimo, po smrti teh ljudi. Odpustiti bi se morali tisti, ki so bili rabli in tisti, ki so bile žrtve, ne? In zdaj, v življenju sem se pogovarjal s celo vrsto domobrancev in partizanov, oziroma veteranov enih in drugih. In pri domobrancih nisem prav pri nobenemu opazil kakšnega maščevalnega čustva ali da bi karkoli grdega rekli v smislu premalo smo jih pobili ali naj gredo v pekel ali da bi karkoli grdega rekli v tem smislu o potomcih partizanov oziroma o preživelih partizanih. Na oni strani sem pa večkrat že slišal, tudi osebno, premalo smo jih pobili. Zato je tukaj to, če rečemo, da se nismo odpustili, je eni so odpustili, drugi pa niso, ne. Je pa res, da je žrtev ponavadi lažje odpušča, zato ker ji ni treba priznati krivde. Ne. Tako da to je sicer taka bolj psihoterapevtska zadeva.
Jaz bi rekel, da se o teh stvareh prvič premalo pogovarjamo, drugič premalo debatiramo na normalen način, da bi z zgodovinskimi dejstvi iskali resnico, ki je vedno nekje vmes. Ne moremo govoriti, da so eni svetniki, drugi hudiči. In če se bomo veliko pogovarjali, posebej, če se bodo tudi v šolah pogovarjali o tem otroci, bomo prišli naprej, sicer pa ne. Zdaj, če lahko samo še to glede 9. maja, pa jaz mislim, da je tu vendarle ena zelo pozitivna stvar. 9. maj je dan konca druge svetovne vojne v Evropi, ki je sicer v Sloveniji še dolgo časa trajala, še koliko, mislim, da 7, pač recimo Mislim, en teden. ja. Do 15. mislim, da. No, kakorkoli že, res je, da je ta 9. maj osvoboditev, da so 9. maja osvoboditev prinesli tudi Sovjeti na svojih bajonetih v vso vzhodno Evropo in se je takrat nekako začelo obdobje komunizma, ki pomeni novo diktaturo, nov totalitarizem, ne pa osvoboditev. Ampak vendarle, 9. maj je prinesel konec tiranije okupatorja in druga stvar, 5 let kasneje je nastala ideja Evropske unije, ki je preprečila nadaljnje vojne v Evropi. In to mislim, da je zelo pomembno sporočilo, ker smo v Evropi našli formulo, kako lahko živimo v miru, brez da bi se spopadali. Na temeljih gospodarstva, na temeljih gospodarske povezave. In to je v bistvu edini projekt na tem planetu, ki je zaživel in dejansko preprečil vojne. Prej so bile vojne vsakih par let v Evropi, ene so izbruhnile celo tako, da so se razširile na ves planet. Po letu 45 oziroma po letu 50 pa ni bilo v Evropi nobene vojne več, oziroma bile so tam, kjer države niso bile v Evropski uniji. Tako da z tega stališča jaz mislim, da vseeno, da je dobro, da nazdravimo in rečemo vse najboljše vsem Evropejcem za 9. maj. Dobro, jaz bi seveda, žal nimamo ostale kozarcev, mislim, nismo bili pripravljeni na to slavje, v bistvu. Midva s Sebastianom, pa če se vrnemo malo, zanimiv je ta datum 26. maj 45, ker je bil pač recimo v takrat osvobojeni Ljubljani izhod partizanskih sil, zbrana je takrat z balkona stavbe Ljubljanske univerze nagovoril Josip Broz Tito in napovedal, kot sem rekel, kaj se ima zgoditi in kar se je dogajalo z domobranci in z drugimi protipartizanskimi enotami. Zdaj, seveda žal, jaz sem iskal ta govor, ampak ga nisem našel, imamo pa govor iz Zagreba, ki je nastal nekaj dni pred tem, pa predlagam, da ga pogledam. Gdje će svi narodi moći svaki kod sebe sam da upravlja, a u isto vreme sačinjavati će jednu jedinstvenu monolitnu državu na koju ćemo biti ponosni pred čitavom svetom i koja već danas ima ugled pred čitavim naprednim čovječanstvom kakvoga nikad nije imala ni jedna država na Balkanu. Ne može biti snažne i sretne Jugoslavije. Bez snažne i sretne Jugoslavije ne može biti i snažne i sretne Hrvatske. Ne može biti snažne i sretne Srbije, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Sve se to upotpunjuje. Kad se govori o federativnoj Jugoslaviji, onda se tu... Ona je ostala uz narod i povela ga u borbu, iz koje je izišao ne samo kao pobednik, već oslobođen i zbratimljen. Upravo o tome, o bratstvu i jedinstvu, govorio je Tito na velikom mitingu 21. maja u Zagrebu. Ja bih htio ovdje da vam kažem nekoliko reći o bratstvu i jedinstvu naroda Jugoslavije. Jedinstvo i bratstvo naroda Jugoslavije, to je velika stvar. Bez toga jedinstva i bratstva... Čim je rat završen, Tito je krenuo u obilazak zemlje. Bio je u nekoliko mjesta u Vojvodini i preko Varaždina 20. maja uveče stigao u Zagreb, posle pune 4 godine. Zagreb je napustio 1941. posle majskog savjetovanja Komunističke partije Jugoslavije
na kojem su već razmatrane pripreme za ustanak. Vratio se generalni sekretar partije koja nije priznala okupaciju ni podelu zemlje. Drugog dana Tito je posjetio Zagorje, svoj rodni Kumrovec. U Zagrebu je ostao još nekoliko dana. Tu je dočekao i svoj rođendan, 25. maj, koji je svečano proslavljen u celoj zemlji. Čestitke su mu u Zagrebu prenele delegacije pionira, omladine, žena i sindikata. Zdaj, žal mi je, da nimamo tega govora, sicer iz Ljubljana. Jaz vem, da obstaja v arhivu, ker mislim, da sem ga že enkrat poslušal, ampak Sebastian, kako si ti razumel v bistvu te besede, kar se tiče onih izdajalcev, to je stvar preteklosti, roka pravice, roka maščevalka našega ljudstva, je že dosegla ogromno večino, a samo manjšemu delu izdajalcev se je posrečilo povagniti. To je govoril Tito, ki je verjetno imel takrat v mislih te prebegle na avstrijsko Koroško in rekel je te znamenite besede: ta mašina ne bo nikoli več gledala naših divnih planin, naših cvetočih polj. Če bi se to vendarle zgodilo, bo to trajalo zelo kratek čas. V bistvu to se je takrat dogajalo praktično med temi izvensodnimi, zunajsodnimi poboji, ki so se dogajali v tistem času in predvsem potem, ko so Angleži vrnili v bistvu te, ki so pobegnili na Koroško takrat. Vlado, ti takoj odgovorim, dovoli mi samo en kratek uvod. Govorimo o 9. maju 45, Tino je nazdravil in jaz bi rad izpostavil, da je bil tisti dan dvakrat vesel za mojo babico Anico. Najprej se je veselila konca vojne, drugače ima pa danes tudi rojstni dan, tako da vse najboljše babi in se veselim s tabo tega dne. Torej bil veseli del te zgodbe, tisto, kar ti izpostavljaš, je pa seveda žalostni del zaključka vojne. Prihajam iz partizanske družine, v prejšnjem režimu se nisem spraševal, ali nam lažejo ali ne, ko so nam risali pravljico brezmadežnosti druge vojne. Ta brezmadežnost je seveda danes jasno, da je del pravljice. Vsaka vojna ima tudi umazano plat, vojne so umazane in ta narodnoosvobodilni boj je seveda umazala najprej dejstvo, da je istočasno potekala tudi državljanska vojna in da so se med vojno in po vojni dogajali tudi poboji nedolžnih ljudi. In tisto uvodno vprašanje, ki si ga tudi Tino tu postavil in o katerem govori predsednik Pahor, kako da tega nismo, da si ne moremo tega odpustiti, eno od razlogov za to je tudi to, da se zadeva ni razčistila. Da tako kot je Tino izpostavil, ni upoštevana vloga zgodovinarjev, da se ne preverijo dejstva, predvsem pa, da se ne izpelje vsaj nek simbolni proces proti konkretnim osebam z imenom in priimkom, ki so te povojne poboje naročevali in izvajali. Torej, še enkrat, ne moremo na tisti čas gledati z današnjega pogleda, predvsem generacije, ki se ne spomnimo niti trdih časov komunizma, kaj šele vojne. V kontekstu tistega čustvenega momenta je seveda drugače deloval tisti čas nekako po vojni, je pa dejstvo, da so se dogajale tudi umazane stvari in če se kadarkoli želimo spraviti skupaj, bo treba to razčistiti. Jaz sicer mislim, da smo še daleč od tega, da bi bili zreli za spravo in mislim, da je bolj pomembno, da se naučimo vsaj sobivati z različnimi pogledi na to zgodovino, z različnimi družinskimi tradicijami in da se premaknemo, bom rekel, iz tega bojevanja te druge svetovne vojne naprej, vsaj tako, da drugega, kolikor se da, spoštujemo. Ker jaz mislim, da predvsem tega precej manjka v slovenski politiki. Ja, jaz bi seveda dolžen se še Tino to, ampak jaz predlagam, da mogoče... Lahko jaz samo en medklic. Ja, izvoli. To, kar govori Sebastian, je res. Se praktično z vsem bolj ali manj strinjam.
ampak to je eno, kar govori. Drugo je pa slika, da recimo ta njegov župan, ne, če se pošalim, tako kot mu reče moj župan, ima še vedno glavni trg v Kopru, imenovan po Titu, ne, Titov trg. In Tito pač simbolizira po eni strani vemo kaj, po drugi strani pa več kot 150 000 ljudi pobitih po vojni, vključno z mnogimi ženami in otroci, nosečimi ženskami in tako naprej. Ne? Tako da v bistvu Titov trg je treba umakniti, potem lahko govorimo o spravi. Ne? Ja, Tino, glej, večina ljudi še vedno gleda nanj kot na pozitivno osebnost. Oziroma, verjetno je to povezano z... Tudi Mussolini nam je dal ceste na Vipavska. Še dolgo trajalo, da bo se zgodovinarji lahko prepričali ljudi v drugo vero. To je verjetno povezano tudi s Primorsko oziroma vrnitvijo Primorske takrat k Jugoslaviji. Zagotovo. Ampak zdaj seveda ni nam pa uspelo takrat rešiti nekatere ene druge meje, ne, v bistvu, ki je še danes problem, to je meje s Hrvaško. In seveda, če smo zelo konkretni, problemov Joška Jurasa, ki si napeljuje nov vodovod takoj po oglasih.